Dragi moji, no, danes vam bova prebrala pravljico skupaj z Matejem. Škratova črna skala. Nekoč je mladi pastir čuval gospodarju Bočejda na pobočju strmega hriba. Šlo je že proti večeru, ko se je vreme začelo spreminjati. Težki oblaki so se privalili čez planino. Pastirček je videl, da ne bo uspel pobegniti nevihti. Pomislil je, da bi se skril pod velikim drevesom, ampak stara modrost pravi, da te tam rada zadene strela. Zato je vzel svojo močno pastirsko palico, zbral čredo in se pred nevihto rajše skril v votlino. Nevihta ni pojenjala, shladilo se je in dež je postajal čezdalje gostejši. Kmalu je že krepko snežilo. Ni samo zmedlo votline in ujelo pastirca, postajalo čezdalje bolj mrzlo. Pastirčka je začela zebsti in pripravil se je že, da bo zgnal skupaj čredo, se postavil v sredino črede in se tako malo ogrel. Ko pa se je med zbijanjem črede premaknil globlje v votlino, je zaslišal tihe klice na pomoč. Vzel je palico, sledil glasu in hodil vedno globlje iz votline v čisto pravi črni rov. Ko je stopil mimo 7. ovinka, je končno našel lastnika glasu. Ujet med črno skalo in tlemi je bil majhen škrat. Škrat je dejal: prosim, pomagaj mi, premakni to skalo iz mene. Pastirček je bil sicer dobrega srca in ujeto bitje se mu je smililo, ni pa vedel, ali je bil škrat dober ali slab. O tem so se starejši često prerekali in slišal je že vse mogoče vraže. Vprašal je škrata: kaj misliš storiti, če te rešim? Škrat je odgovoril: če me rešiš, ti povem eno od velikih skrivnosti škratov. Pastirčku škratov odgovor ni veliko povedal o tem, ali je škrat dober ali slab. Kljub temu pa ni mogel pustiti ubogega bitja ujetega pod skalo. Poskusil je dvigniti skalo, a je bila pretežka. Razmišljal je in se spomnil. Zapičil je svojo palico med črno skalo in tla, ter se z vso težo obesil na njo. Črna skala je tako odletela, da se je kar zletela na steni in veliki črni okruški so se razsuli po tleh. Škrat je hitro vstal, pogledal pastirca in mu dejal: rešil se mi je, za kar bom tebi in tvojim večno hvaležen. Dolžan pa sem ti eno od velikih skrivnosti škratov. Pokazal je na črne okruške na tleh. Vzemi te kamne, ki jih imenujemo premog, in jih zažgi tako, da bi zakuril drva. Goreli bodo dolgo in veliko topleje kot drva. Naj ti ta skrivnost prinese veliko bogastvo in srečo. To je rekel in hitro izginil v globine črnega rova. Pastirček je pogledal črne okruške premoga in ni vedel, ali je škrat govoril resnico ali ne. Odnesel pa jih je nekaj v ustje votline in jih zakuril. Gorilo je toplo in dolgo, prav tako kot je škrat povedal. Pastirčku se tako po noči ni bilo treba greti ob čredi, ampak je spal v prijetno toplemu ognju. Zjutraj je nehalo snežiti in pastirček je odšel v dolino, vrnil čredo gospodarju in se z vozičkom vrnil k votlini. Nabral je veliko premoga, katerega je pozneje prodal drugim za veliko denarja. Z denarjem je ustanovil prvi rudnik, v kateremu so delali rudarji, ki so nabirali črno premogove okruške. On in še 3 rodovi njegovih otrok so bili bogati in živeli v izobilju. Škrat pa je tudi občasno pokazal hvaležnost ljudem, ki so ga rešili. Ko je vdrla voda v kakšen rudnik, je hitro posvajal rudarji, da so se lahko umaknili. Občasno pa je bil na gajiju in je kakšnemu rudarju izmaknil malico. Takrat so rudarji za njim dobro nemirno in brez zlobe klicali: prekleti mandlec! V trbovskih rovih, ki je zelo odmeva, pa je škrat slišal samo še tek mandlec.
Z Matejem upava, da vam je bila današnja pravljica všeč. Jaz vas pa prosim, če lahko narišite risbice od tej pravljice in jih objavite spodaj pod tolo objavo. Hvala!